Šabat. Hvala lepa, da ste se nam nocoj pridružili. Hvala lepa, da ste me povabili sem. Torej, veliko vas želim vprašati o Gazi in Hamasu, vendar ne moremo začeti drugače kot z najbolj perečo temo, dobesedno. To so trenutna pogajanja med Združenimi državami Amerike in Iranom. Kot izkušen pogajalec, ki ste se soočali z nekaterimi najbolj nasilnimi in ciničnimi teroristi, ki jih ta regija premore. Kako gledate na ravnanje ZDA pri pogajanjih z Iranom? Ali nasprotujoča si sporočila Donalda Trumpa pomagajo ali škodujejo položaju ZDA? Mislim, da ZDA seveda uporabljajo zelo specifičen način vodenja pogajanj v obdobju Donalda Trumpa, kot temu pravim jaz. Donald Trump uporablja svoj poseben način, ki združuje negotovost, dvoumnost in seveda zanašanje na moč ZDA kot največje sile na svetu in najmočnejše vojske. Mimogrede, bil je tudi pripravljen, in to smo videli med to vojno, da je bil pripravljen pustiti vojski, da naredi, kar želi nad Iranom, da udari skupaj z Izraelom in tako naprej, česar prejšnji predsedniki niso storili. Tako v tej zadevi izkorišča svoj vpliv in pokaže svoje sposobnosti. Hkrati je ta Trumpova tehnika, veste, glede pogajanj včasih lahko koristna za zahodni svet, ker smo to videli, veste, pri pogajanjih o carinah, ki jih je vodil, celo Grenlandija, če želite iti tako daleč. Tako včasih v zahodnih zadevah deluje, ker mi na zahodu gledamo na pogajanja na drugačen način. Gledamo na ure, gledamo na merjanje napredka, gledamo na roke in tako naprej in tako naprej in tako naprej. Torej na to gledamo zelo črno-belo. Smo zmagali ali izgubili na bojišču? Ko se sooči z nasprotnikom kot je Iran, je njihova prednost čas. Zato moraš biti popolnoma zavesten, v kaj se spuščaš v pogajanjih. In moraš biti zavesten že veliko prej, preden sploh greš na bojišče. To je, veš, tako kot mi izvajamo vojne igre, naprimer, kaj bo potem in kaj bo po tistem, na to se moraš pripraviti tudi pri pogajanjih. In mislim, da je to malo napačno razumevanje, kaj je Iran, kaj je islamski odpor. Metode, ki poudarjajo različne stvari, potrpežljivost, vzdržljivost, trdno držo in izčrpavanje. To je isti Iran, ki je imel 8-letno vojno z Irakom v 80-ih letih prejšnjega stoletja. Zato morate razumeti, s kom imate opravka, da lahko dobro premislite svoje poteze v pogajanjih. Torej pravite, da je Trump vstopil v to vojno nepripravljen. Razumem. Mislim, da so imeli v tej zadevi nekakšen vzorec za druga pogajanja. In mislili so, naprimer, da so bila uspešna pogajanja, naprimer s Hamasom, ki jih je odposlanec Vitkov vodil skupaj z Jaredom Kushnerjem, uspešna. In tukaj bomo dobili vse talce nazaj. Ni tako, ne moreš misliti, da je to ista situacija kot pri Iranu. In če narediš te napake, veš, če misliš, da bo tisto, kar deluje tam, delovalo tudi na drugem področju, je to lahko včasih velika napaka. In mislim, da je to tisto, kar vidimo, zakaj vsak dan vidimo nekaj drugega. Predvčerajšnjim je bil mir po vsem svetu, danes pa morda 3. svetovna vojna. Zato mislim, da je to tista stvar, ki jo moramo razumeti. Iran igra na čas. Za njih je preživeti to vojno, še vedno stati na nogah in oni so še vedno na nogah. Nekakšna zmaga. Tako nas pripeljete do položaja Irana v pogajanjih. Zdaj poglejte. Iz vojne zaradi svojega jedrskega in balističnega raketnega programa je uspelo vpeljati zunanja vprašanja, kot je Hormuška ožina. Ali celo izraelski napadi v Libanonu, kot vzvodi pritiska na Združene države v pogajanjih. Zdaj se ne morem izogniti misli na izraz, ki ga je Donald Trump skoval v svojem prvem mandatu, ko je rekel, citiram, Iran nikoli ni zmagal v vojni, a nikoli ni izgubil v pogajanjih. Ali je to tisto, kar vidimo zdaj? Ali Iran zmaguje za pogajalsko mizo? Ja, na nek način, ja. Iran zmaguje za pogajalsko mizo. In to bom razložil. Prav tako Iran počne več stvari zelo preudarno. Napadi, ki ste jih omenili, naprimer nad državami v zalivu, niso naključni. Saj pritisk na te države zasleduje več ciljev. Najprej, ja, da te države pritiskajo na Američane, da bi Američani ustavili vojno.
Drugič, da jih prisilijo k razmisleku. Mislili ste, da vam bodo ameriška sredstva na vaših bazah in tako naprej nudile zaščito, vas obvarovala pred nevarnostjo. Ne, morali bi ponovno premisliti svojo diplomacijo, svojo strategijo, ker je lahko tudi breme za vratom. In to lahko vidite tudi naprimer pri tem, kar se dogaja z Omanom, ki je bil posrednik pred vojno. In poglejte, kaj se dogaja v zadnjih nekaj tednih, ko se vse bolj približuje Iranu, ker preračunava korake in misli, da bo zmagovalec po tej vojni. In zadnja stvar, ki jo želim povedati, omenili ste Libanon. Ja, to je nekako, veste, napeta situacija, nova, kot da želijo združiti vse zavezniške skupine in vam pokazati, če napadete Bejrut, boste dobili rakete iz Irana. Prej ni bilo tako in to je velika, velika eskalacija. Tako kot je doseganje memoranduma o soglasju za končanje vojne, ker je to trenutno na mizi. Je to boljše za Iran ali pa je bolje ostati pri trenutni ravni napetosti? Kaj je boljše za Iran? Dogovor ali trenutna situacija? No, odvisno je, kaj je v dogovoru, veste, ker mislim, da Iran poskuša, kot je poskušala razložiti, veste, na jasen način svetu, Američanom, seveda tudi Izraelcem, pripravljeni smo se boriti, dokler boste vi želeli. Veste, ubili ste veliko naših voditeljev. Res ste škodovali in tudi mi smo škodovali, ne samo mi, tudi z Američani, resno infrastrukturi v Iranu. Veste, imajo veliko gospodarsko škodo, ampak pravijo, da smo še vedno lahko na nogah. In to je tisto, kar pravim, veste, pot islamskega odpora, vrednote islamskega odpora. Ko ne razumete, katere so temeljne vrednote, se motite na področju pogajanj. In to vidimo mimogrede isto stvar na nekoliko drugačen način pri Iranu, pri Hezbolahu v Libanonu, pri Hamasu v Gazi in celo pri Hutijih v Jemnu. Vsak od njih je drugačen akter, drugačen igralec na drugačnem prizorišču. Tako se prilagaja razmeram, toda za vsakega od njih je preživetje zmaga. Glej, Iran je rekel, da bo zaščitil vse svoje posredniške skupine, da bo zaščitil ali udaril po Izraelu, če ta udari v Bejrutu. Nato pa je to razširil na celoten Libanon. Potem je vključil tudi Gazo. In zdaj smo spet samo pri Bejrutu. Tako da mislim, da se tudi Iranci trudijo najti sporočilo, s katerim bi poskušali rešiti svojo propadajočo mrežo posredniških skupin. Ampak če govorimo o tem, kaj morata predsednik Trump in Združene države kot celota zdaj storiti, ko Iran igra na čas in je očitno čas na njihovi strani, kaj naj ZDA storijo prav zdaj? Mislim, da sta dve stvari. Prvič, treba je razbiti to novo enačbo odvračanja, ki jo Iranci, kot ste rekli, naprimer z Libanonom, poskušajo vzpostaviti. Ko rečejo, če udarite po Bejrutu, udarimo po vas, to jim morate pojasniti z bombardiranjem. Žal mi je, da moram reči, da je včasih to edina rešitev. Da se ne pustiš zastraševati s takšnimi grožnjami in jim moraš pokazati, da ta enačba ne pride v poštev. Tega nisem pripravljen sprejeti, oprosti. In drugič, kar je morda še večji problem, moraš razumeti, da je čas njihovo sredstvo in vzvod. Zato moraš igrati na iste karte. Hočeš čas? Jaz ohranjam blokado na užini Hormuz, ohranjam izolacijo, še naprej ti škodujem gospodarsko in infrastrukturno. Torej, čas ti ne koristi, to je edina stvar, s katero moraš igrati. S kartami, ki jih druga stran vidi kot prednost in ji pokazati, da ji lahko škodiš. Ampak glej, Iran je že vsilil Izraelu to novo enačbo, ker recimo, če Hezbolah napade jutri ali čez teden ali čez mesec severni Izrael, Izrael se je povzpel na zelo visoko drevo in bo moral odgovoriti z napadom na Bejrut. Iran bo napadel Izrael, Izrael pa bo odgovoril proti Iranu. Toda ta odgovor bo omejen, ker Trump pritiska na Netanjahuja naj omeji obseg izraelskih napadov na Iran. In ta dinamika je nekaj, kar lahko Iran prenese, ker so izraelski napadi omejeni. Kako torej prekinete ta krog? Ker Iran lahko s tem nadaljuje. In kaj bo potem storil? V kateremkoli trenutku, ko se za to odloči, bo ukazal Hezbolahu naj napade Izrael in tako razbil to dinamiko. Toda to bo pritiskalo na Trumpa za pogajalsko mizo. Ja, edina stvar, kot si rekel, najprej, to je ogromen problem, ne pravim, da ni. Pravim, da gre za to, da prepričamo predsednika Trumpa in da razume, da če se podrediš temu,
kar ti skušajo vsiliti, kot smo rekli, enačbe in nove enačbe, boš v vsakem primeru izgubil. Torej, moraš to razložiti z veliko večjo odločnostjo, skupaj z blokado in tako naprej, da tega nisi pripravljen sprejeti. Čeprav boš kratkoročno plačal ceno, ampak moraš gledati dolgoročno. In še ena stvar, veš, pri pogajanjih je en izraz, ki ga zelo, zelo pogosto uporabljamo, ko gremo na pogajanja, in to je batna. Naprimer, kakšna je tvoja najboljša alternativa dogovoru pri pogajanjih? To je nekaj zelo močnega, kar iščemo pogajalci. Trenutno Iranci vidijo alternativo kot veliko boljšo, kot pa da bi se strinjali s sporazumom. Morate jim dati vedeti, kot sem rekel, s celostnim pristopom, da jih boste še naprej prizadeli, vključno z infrastrukturo. Do zdaj ste bili precej omejeni s tem, kako ste jim škodovali. Z blokado, z izolacijo, z gospodarskimi sankcijami, vse skupaj. Kot paket, za katerega rečete, da ste ga pripravljeni ohraniti toliko časa, kot bo potrebno, čeprav ste pod določenim pritiskom. In veste, kot sem rekel, popolnoma se zavedam pritiska, ki ga je imel celo predsednik Trump v svoji državi, volitve novembra, 250. rojstni dan, ameriški rojstni dan. Današnja inflacija. Današnja inflacija, ja, vem. Več dejavnikov, ki povzročajo velik pritisk. Ampak če želiš zmagati na dolgi rok, moraš biti pripravljen plačati določeno ceno na kratek rok.